Velika noč je za nas, kristjane, največji praznik, ker je praznik zmage nad smrtjo, je praznik upanja, je praznik smisla našega verovanja. Če ne bi bilo velike noči, potem bi bila naša vera prazna, tako pravi apostol Pavel. In dejansko je tako. Če že sam pogledam svojega delovanja, jaz ne vem, o čem bi govoril, pridigal ali pa kje bi našel smisel v svojem bivanju kot duhovnik, če ne bi bilo velike noči. Tudi ne vem, kako bi ljudi na podlagi česa tolažil, recimo, ko se poslavljamo od koga, če ne bi bilo velike noči, niti ne bi imel kaj se vprijeti, ko bi podeljeval druge zakramente, če ne bi bilo velike noči. Zdaj, ravno v tem času, ko je svet majčkeno v strahu, ko se malo tipamo, iščemo, ker ne vemo, kaj bo prinesel jutrišnji dan, je še tako zelo pomembno, da upamo. Zdaj, na kaj se pa kot upanje lahko upremo, a ne? Mi kristjani se lahko upremo na Boga, ali pa svet se lahko tudi na nas kristjane upre, ali pa na vernega človeka, da se upremo, da nekdo nas ima še vedno rad in da nekdo za nas skrbi in da nas ima nekdo, ki za nas, ki mu ni vseeno, kaj se z nami dogaja in nam kaže, da je naša domovina nekje druge in da smo zgolj popotniki na tem svetu. Tako da upanje, da tudi v teh časih je ogromno dobrega. Kakšna pa je vloga družine v vsem tem? V družini človek najde eno zavetje, v družini najdemo drug drugega in v družini si lahko to, kar si. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da skrbimo za dobre in močne odnose v družinah. In družina je za moje pojme nekaj najpomembnejšega. Tudi sam sem del neke družine in tudi sam, sploh ko je malo težji, se rad obrnem na družino. In če ne bi imel tega, si potem za marsikaj tudi prikrajšan oziroma ti lahko še težji. Tako da zelo velik pomen. Tudi praznike je najlepše praznovati v družini. Tukaj pa ne smemo pozabiti na tiste, ki pa nimajo te možnosti, pa ki so za ta privilegij prikrajšani, da se jih spomnimo, pa da jih povabimo zraven k družini, pa da postane del naše družine. V župniji se recimo tudi tako trudimo, da bi vsak, ki se tudi mogoče, ki ima oddaljen, pa ki ima bolj sam, pa ima bolj žalosten, pa ki ima nek križ za sabo, da bi se tukaj pa počutil doma. Mislim, da je to lahko tudi župnija, tak kraj. Lahko rečemo, da je to tudi odlična priložnost, da ponovno najdemo sebe. Ja, tudi to. V družini lahko najdeš sebe, ker lahko prideš do korenin, pa v družini lahko gradiš nek odnos. Vsak človek je drugemu tudi malo ogledalo. V družini se brusiš, v družini rasteš, oblikuješ, gneteš, tako da siguren lahko najdeš sebe in sebe oblikuješ.